Ta teden so minile krompirjeve počitnice in mnogi so se odpravili na krajši ali daljši oddih, tudi z namenom, da izkoristijo turistične bone oziroma vavčerje. Kako je zadeva izgledala na terenu, nam bo povedal človek, ki je na terenu neprestano, Miran Šanka. Miran, pozdravljen, se slišimo. Tilen, slišimo se. Kar se pa tiče teh turističnih bonov, bom takole rekel. Sanja se mi ne. No, smo bili pa z družino ta teden v Toplicah, smo šli bone porabiti. Tilen, v Toplicah je izgledalo, kot da bi preselil koncert od Siddharte v bazen. Resno. Izgledalo je, kot da imamo Marino v nebozetje na Brezju, sam brez maše, pa zvonjem po kloru. Toliko je bilo ljudi, da si v 100-metrskem bazenu rabil vse skupaj 6 litrov vode, pa so jo imeli vsi do klele. Noro. Sobe sploh ni bilo ene frej. Družinski prijatelji so prišli, pa so mogli kar v džakuziju prespati. Dobro, tudi zato, ker se ga je Frane nabil, pa ni mogel ven iz džakuzija zlesti, ampak, a veš, kaj ti pravim? No, se to me zanima, ne? Ker kar neki ljudi ni uspel porabiti turističnih bonov. Kakšne so njihove možnosti za to do konca leta? Tilen, pa kaj sem jaz? Turistično-informacijski center. Kaj pa jaz vem, kaj naj ljudje počnejo s preostalimi boni? No, ampak, kakor sem slišal, če nisi uspel porabiti bonov za krompirjeve, so tukaj še vedno Martinove počitnice sred novembra. Daš lepo bon za en dan v Štarije, pa za 2 dni hotela, kamačka zdravaš, pa si ga porabil. Konec novembra imamo tudi dan Rudolfa Majstra in je idealen čas, da pokažeš nacionalno zavednost s tem, da rezerviraš kakšno sobo v Šentilju, pa cel vikend namrščen gledaš proti Avstriji. Opcija je tudi, da premaknemo veseli december v november, namesto tega, da imamo 500 službenih zabav v decembru, dajmo vsi bone na kup, pa naredimo eno veliko zabavo za vsa slovenska podjetja dol v Portorožu. En žur, tavžent kravatarjev, pa je mer. Marsikaj se da, Tilen, prav. Jaz ne vem. Dobro, Miran, ampak čemu sploh ta potreba, da je treba bone nujno porabiti? Saj ni tragedija, tudi če kaj ostane, ne? Tilen, še enkrat, napačen ga sprašuješ. Ampak, če mene vprašaš, bom takole rekel. Nočitev podarjena, vrne se nobena. Prijatelj, ti boni so edino pozitivno, kar smo dobili od cele te korona krize. In tak jih bomo mogli odplačevati naslednjih 25 let. Dajmo vsaj zdaj uživati v njih. In ja, treba jih je porabiti hiter, ker bojo že pripravljajo naslednjo rundo. Aha, se pravi, Miran, ti praviš, da bomo dobili še nove bone. Kakšne pa, kaj slišal? Jaz, niti po pomoti. No, sem pa zadnjič klele za Šankom po pomoti slišal, ko so se fantje pogovarjali. Baje bomo dobili nove bone za kulturo. In to boš lahko zbiral ali za navadno kulturo, se pravi za gledališča pa filme pa tako, ali pa črevesno kulturo, se pravi one male jogurtke, a ne? Pol bomo dobili vavčerje za ogrevanje, ker ne bojo imeli denarne vrednosti, ampak si jih boš dejansko zatlačil pod trenerko, da te ne bo zebel. Za otroke pripravljajo bone, ki so v bistvu boni za nakup vseh vrst sladic, pa še vavčer za zobozdravnika dobiš zdraven, kar v kompletu. Pa pol dobimo še vavčerje za vavčerje, bon, s katerim boš lahko dobil kjergakoli od ostalih bonov. Ampak lej, čist možen, da nič od tega ne drži. Se veš, kako je klej za Šankom. Folk marsikaj razlaga, ampak ne, jaz se raj zase držim. Raj nič ne rečem. Znači, če se vas danes 1000 subscriber, grem na kopalnico. Ok, ajde, lajkaj vsaj, no.